Večinoma si najdem čas za branje, tako vmes med drugim delom, tako da se ne morem ravno usesti pa brati 2 dni skupaj. In večinoma berem strokovne knjige iz tega mojega področja, ker me stalno zanima, ker so neke novosti. Vseeno pa je nekaj knjig, ki so trenutno zdaj na moji nočni omarici in ki so mi posebno ljube. Ena od njih je knjiga Hrepenenje po mami. Ta knjiga govori točno o tem prvem stiku, kako človek, ko je še otrok, ko je najmanjši dojenček, se poveže z mamo in v bistvu to psihološko popkovino, ki potem je osnova za to, kako doživljamo ljubezen celo svoje življenje. To je meni zelo dragoceno zaradi tega, ker ljudje težko razumejo, kako je to težko spreminjati to prvo, če je ta prva ljubezen ranjena in zakaj se to potem še, ko si star 50 let, ponovno odzvanja v tvojih odnosih. In ta knjiga to super razloži. Potem je zelo debela knjiga, ki je strokovna, ampak na srečo imamo, da je prevedena tudi v slovenščino, in sicer van der Kolka Telo si vse zapomni. Ta knjiga je osnovna knjiga, ki govori o tem, kaj travma naredi ljudem. Zaradi tega, ker travma ni samo dogodek in niti ni nujno, da je dogodek, ki se ga spomnimo ali pa ki je tak dramatičen, kot so recimo, smrti v družini in tako naprej. Lahko gre za travmatičen odnos z staršem v otroštvu in problem je v tem, da se otrok drugače zapomni. Te stvari, ki nas spominjajo na travmo, niso v takem spominu, da bi mi lahko šli v spominu nazaj pa razmislili, kaj se nam je zgodilo, ampak se nekako vtisnejo v telo in to doživljamo preko telesnih senzacij, bolečin. In ta povezava, telo si vse zapomni, odlično pove, kako se to vse poveže, zraven pa je ta van der Kolk svetovni strokovnjak na tem področju. Tretja knjiga, ki je pa pravzaprav, bi rekla, moj duhovni mojster, moj guru, moj vodja, čeprav ni odzadaj nobene osebe, niti avtor ni podpisan, je pa Tečaj čudežev. Tečaj čudežev je ena iz mogoče 60 let že znana, narekovana knjiga, ki jo je zapisala sicer ena avtorica, ki se ni podpisala, ker gre za njen notranji dialog z entiteto, ki jo ona imenuje Jezus. In ta entiteta, ta zgodba, ki pravzaprav ni zgodba, ampak proces spreminjanja, se je mene močno dotaknila, ko sem bila sama v tem procesu spreminjanja. Predvsem priporočam del te knjige, kjer so vaje. Jaz še nikoli nisem videla tako kvalitetnih vaj, po katerih bi človek sam sebe lahko spremenil in v sebi utrdil eno notranjo entiteto, ki ti daje pogum, ki ti govori, da si v redu in ki je popolnoma negujoča in brez kritike in obsojanja. Ta knjiga je meni pomenila, da sem lahko preko nje zrastla in dobila svojo notranjo moč nazaj. In je za tiste, ki iščejo nekaj takega.